Dragi gledalci in drage gledalke, lepo pozdravljeni. Na VTV vaši televiziji v oddaji Ministrski stol tokrat smo na obisku pri ministru za zunanje zadeve, gospod Karel Erjavec, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Gospod minister, najprej eno tako splošno vprašanje. Glede na dogajanje po svetu, kar nekaj je kriznih žarišč, kar nekaj je vojnih žarišč, vemo, kaj se dogaja, poostrene razmere, migranti, begunska kriza. Zato bi vas najprej vprašala, nekateri pravijo, da se je tretja svetovna vojna že začela, da nekako Evropa sicer ni direktno vpletena v to, pa vendarle posredno. Kaj bi vi rekli, kakšno je trenutno stanje, tudi glede varnostnih razmer, tudi stabilnosti sveta? No, to pretirana ocena, ne gre za tretjo svetovno vojno, res pa je, da se svet sooča s številnimi različnimi problemi, od mednarodnih vojaških kriz do migracijskih kriz, teroristične aktivnosti, podnebne spremembe. Ravno sedaj Organizacija združenih narodov razpravlja o tem, kako pomagati zlasti v Afriki, tam umira 20 milijonov ljudi od lakote, tako da moram reči, da se soočamo s številnimi različnimi izzivi. Res pa je, da je tudi več nestabilnosti kot v preteklosti. Mislim, da smo v nekem prelomnem trenutku, kjer bo zelo pomembno, da voditelji in vsi, ki so odgovorni za mednarodni mir in za blagostanje na tem svetu, da bodo sprejemali pravilne odločitve, pravilne ukrepe. Tudi sam kot minister za zunanje zadeve lahko rečem, da se je situacija v svetu v zadnjih letih zelo močno spremenila. Leta 2012, ko sem prvič bil imenovan za ministra za zunanje zadeve, smo se ukvarjali pravzaprav samo z nekaj krizami, šlo je za bližnjevzhodni mirovni proces, zapirali smo operacijo Zveze NATO v Afganistanu, v Afriki je bilo nekaj metetičnih spopadov. Če pa danes pogledamo zlasti našo soseščino, pa lahko ugotovimo, da so se stvari zelo spremenile. Danes se soočamo z ukrajinsko krizo, žal tudi ugotavljamo, da Zahodni Balkan ni tako stabilen, kot bi si želeli. V Siriji divja vojna, v Iraku, potem imamo tukaj tako imenovano islamsko državo, Libija je razpadla, v Afriki je veliko vojn, Centralna Afriška republika, Čad, Mali, potem tukaj je problem podnebnih sprememb, že sem omenil lakota, suše, migracije, terorizem, tako da dejansko so se razmere v svetu zelo spremenile in vse to vpliva tudi na Slovenijo. Če smo še nekaj let nazaj menili, da je varnost sama po sebi umevna, danes ni več tako. In zato tudi kot minister za zunanje zadeve opozarjam, da bo treba več pozornosti nameniti vsem tistim službam v Sloveniji, ki skrbijo za našo varnost. Kakšna pa je prihodnost Evrope, Evropske unije? Vemo, izstop Velike Britanije, Brexit. Poljska je napovedala v zadnjem času zaostritev odnosov. Veliko se je govorilo, tudi špekuliralo glede razpada. Kakšna je trdnost Evropske unije? Mislim, da je v tem trenutku Evropska unija na hudi preizkušnji. Pravilno ste omenili Brexit, to nas je sicer zelo močno presenetilo. Lanskega leta nihče ni verjel, da se lahko to zgodi. Potem tudi masovni migracijski val po sredozemski poti, to se pravi iz Libije proti Italiji, in pa tudi zahodna balkanska migracijska pot je zelo spremenila razmere znotraj Evropske unije. Še prej pa ne smemo pozabiti tudi ne na globalno gospodarsko in finančno krizo, ki je tudi močno udarilo Evropsko unijo kot tisti del sveta, ki naj bi bil gospodarsko najbolj uspešen, ki bi tudi najbolj zagotavljal blagostanje svojim državljanom. Tako da lahko rečem, da Evropska unija je dejansko pred velikimi izzivi.
vidimo, da se zelo razpravlja o tem, kakšna bo evropska prihodnost. Tudi na Ministrstvu za zunanje zadeve smo pripravili 5 okroglih miz glede prihodnosti Evropske unije, in sicer na teme gospodarstvo, gospodarska rast, varnost, migracije. Sedaj je aktualno vprašanje, kje bo Slovenija v spremenjeni Evropski uniji. Govorimo o Evropski uniji več hitrosti. Prepričan sem, da mora biti Slovenija v skupini tistih držav, ki predstavljajo prihodnost Evropske unije. Ne nazadnje imamo vse pogoje za to. Ne smemo pozabiti, da sodimo med tisto skupino članic Evropske unije, ki imamo Schengen, imamo evro, in to seveda nas že definira in pozicionira znotraj Evropske unije. Tukaj so še izzivi v letošnjem letu parlamentarne volitve v različnih državah, ki so pa ključne tudi za prihodnost Evropske unije. Tako v aprilu volitve v Franciji, vemo, da tam Nacionalna fronta, ki jo vodi Marine Le Pen, napoveduje, če zmagajo, da bo predlagala referendum o izhodu Francije iz Evropske unije. To bi seveda pomenil zelo hud udarec za Evropsko unijo, ker ne nazadnje je Evropska unija nekako nastala iz tradicije 100-letnih vojn med Francijo in Nemčijo, in ta organizacija, ta struktura naj bi zagotavljala tudi dolgotrajen mir v Evropi. In moram reči, da kar se tega tiče, je evropski projekt uspel. Dejansko po drugi svetovni vojni, razen na Zahodnem Balkanu, ni bilo več vojn med pomembnimi akterji Evrope, tukaj zlasti Francija, Nemčija, Velika Britanija in tako dalje. Potem imamo že v sredo volitve na Nizozemskem. Vidimo, da tudi te volitve povzročajo določene napetost, ne samo znotraj nizozemskega političnega prostora, ampak tudi kar se tiče odnosov med Turčijo in Nizozemsko in posredno tudi odnosov med Turčijo in pa Evropsko unijo. V jeseni bomo imeli v Nemčiji volitve. Tukaj sicer ne pričakujem, da bi lahko zmagala kakšna stranka, ki bi imela v programu izhod Nemčije iz Evropske unije. Slej ko prej bodo pa volitve tudi v Italiji. Vemo, da je Rentzova vlada padla zaradi ustavnih reform. V Italiji je pa tudi zelo močno populistično gibanje petih zvezd. Tako da tudi te stvari bodo vplivale na to, kakšna bo naša evropska prihodnost. Bi pa poudaril, da Slovenija je lahko uspešna samo znotraj močne, povezane in solidarne Evropske unije. Omenili ste Evropa več hitrosti. Nedavno je tudi predsednik vlade dejal, da ne vidi nevarnosti razgradnje Evrope, tudi ob tem zasedanju, tudi ob pogovorih tega projekta Evropa več hitrosti. Pa da nam mogoče malce predstavite, za kakšen projekt gre, kaj pomeni. Omenili ste že, da je pomembna, kakšna bo tukaj vloga Slovenije. No, Slovenija si želi, da sodi v skupino jedrnih držav Evropske unije. Tudi Jean-Claude Juncker, ki je bil tukaj, je pohvalil Slovenijo, da ravna tako, kot da bi bila ustanovna članica. Kaj to pomeni biti v tisti skupini držav, ki imajo največjo hitrost? To pomeni biti v skupino držav, ki bodo se najhitreje še naprej razvijale, in v to skupino držav želi Slovenija. Jaz mislim, da glede na gospodarsko situacijo v zadnjih 3 letih, da je Slovenija tudi v tem pogledu dokaj uspešna. Ves čas imamo nekje 3% gospodarsko rast, imamo evro, imamo Schengen, in mislim, da če ne bomo storili kakšne večje napake, bi morala Slovenija iti v to skupino držav, ki gredo naprej z največjo hitrostjo. Seveda pa to tudi pomeni spoštovanje vsega tistega, kar se v Bruslju dogovori. Veste, recimo na vprašanju migracij
je tudi bil sprejet sklep o tako imenovanih relokacijah, da ne bi države članice solidarno prevzele določeno kvoto migrantov. Tukaj vidimo, da recimo zlasti Poljska, Češka, Slovaška ne želi izvajati te solidarnosti. Seveda, potem to tudi pomeni, da težko takšne države lahko pridejo v to prvo skupino držav, ki pač gredo naprej z najvišjo hitrostjo. Podobno je tudi recimo glede arbitražnega sporazuma. Tukaj je tudi Jean-Claude Juncker, predsednik komisije, pričakuje, da bo Hrvaška ta sporazum spoštovala. Seveda, če bo vztrajala pri tem, da ne spoštuje, takšna država težko sodi v tisto prvo skupino držav, ki bo šla najhitreje naprej. Tako da poleg vsega tega, od dobre gospodarske situacije, od tega, da imaš evro, Schengen, je tudi zelo odvisno, kako pravzaprav spoštuješ zaveze, ki so sprejete v Bruslju, to se pravi v okviru najvišjih organov Evropske unije. Nekaj ste že povedali o varnostnih ukrepih. Tukaj je nekako skupno stališče Evrope, skupno vojaško poveljstvo. Kaj to pomeni? Slišali smo, da ne gre tukaj za evropsko vojsko. Gre za to, da Evropa, zlasti Evropska unija, je soočena z velikimi izzivi, kar se tiče varnosti. Lahko smo videli, kaj povzročajo masovni migracijski vali, kaj povzroča terorizem. K sreči Slovenija te izkušnje nima, ampak lahko smo videli v Parizu, v Bruslju in še v nekaterih drugih državah. Seveda pa smo tudi soočeni, tako kot sem že omenil, z nekaterimi krizami, tudi na Zahodnem Balkanu. Ne vemo, kako se bo na primer razpletla makedonska kriza, potem imamo Sirija, Irak, Libija in seveda Evropska unija, če želi zagotavljati varnost svojim državljanom, mora več pozornosti nameniti svoji obrambni in varnostni politiki. In moram reči, da na zadnjem zasedanju ministrov za zunanje zadeve v Bruslju, to se pravi na svetu ministrov za zunanje zadeve, ena od pomembnih točk je pravzaprav bila, kako izboljšati zmogljivosti evropske obrambe, in v okviru tega smo tudi sprejeli odločitev o tako imenovanem skupnem poveljstvu za neizvršne misije. To se pravi, da to poveljstvo skrbi, da vse tiste misije, ki jih izvaja Evropska unija, tečejo pač v skladu s cilji, ki jih želimo doseči. Take neizvršne misije so na primer sedaj v Somaliji, v Centralni Afriški republiki. Seveda tukaj bi pa opozoril, da moramo pa paziti, da ne bi podvajali vseh teh zmogljivosti, ker večina držav Evropske unije so tudi članice zveze NATO in v bistvu gre tukaj za dopolnjevanje zmogljivosti med zmogljivostmi Evropske unije in pa zveze NATO. Vendar zveza NATO je klasična vojaška organizacija, ki lahko posreduje, ko gre za neka vojna, krizna žarišča, medtem ko pri Evropski uniji pa zlasti želimo zgraditi tiste zmogljivosti, ki bi odvračale nevarnosti iz naslova terorizma in podobnih aktivnosti. Zato evropske zmogljivosti ne moramo graditi samo na podlagi nekih vojaških zmogljivosti, ampak je tukaj tudi pomembno, da zgradimo ustrezno sodelovanje med različnimi varnostnimi in obveščevalnimi službami, ker prepričan sem, če bi varnostne obveščevalne službe pravočasno dobile podatek o tem, da se lahko zgodi nek teroristični napad, bi lahko to učinkovito preprečili. Mislim, da sedaj v Estnu je bilo v zadnjem trenutku preprečen v Nemčiji en tak terorističen napad in to je zlasti zasluga tega dobrega sodelovanja in izmenjave teh obveščevalnih podatkov. Tako da prišel je čas, ko bo tudi Evropska unija morala zagotavljati varnost za svoje državljane, ker kot rečeno, mir ni več samo po sebi dan.
Kaj pa to pomeni za Slovenijo? Kakšne so tukaj obveznosti? Slišali smo nedavno ponovno predsednika države. Kakšne so zmogljivosti Slovenske vojske? Ja, moram reči, da žal so se te zelo zmanjšale. Zlasti je to posledica hude gospodarske krize, ki je doletelo Slovenijo. Lahko rečem, v mojem času, ko sem bil minister za obrambo, to se pravi v letih 2004-2008, mi smo že praktično izpolnjevali vse obveznosti, tudi tiste, ki jih je zahteval Zveza NATO. Naprimer, takrat smo imeli že 1,7 bruto domačega produkta namenjenega za obrambo in varnost, danes je pa ta procent niti ni 1%. To se pravi, skoraj za polovico so se ta sredstva znižala in takrat je pač zlasti Pahorjeva vlada bila pred dilemo, ali več topov ali več masla. In na račun obrambnega sistema se je krčil proračun, zato da smo lahko zagotavljali druge stvari, ki so pač za državljane bile pomembne. Res pa je, da v tistih letih 2008, 2009, 2010 varnostna situacija ni bila takšna, kot je v tem trenutku. Takrat je bil obdobje, ko smo mislili, da bomo dosegli nek globalen mir. In danes je seveda ta situacija povsem drugačna. Meni se zdi kot ministru za zunanje zadeve nujno, da zagotavljamo varnost za naše državljane. Tukaj ne gre samo za to, da izpolnjujemo svoje obveznosti do Zveze NATO, tam lahko sicer tudi namenimo 2% bruto domačega produkta za obrambne namene, ampak to še ne pomeni, da smo poskrbeli maksimalno za varnost naših državljanov. Tukaj pa vidim, da bo treba več sredstev nameniti zlasti našim varnostnim službam, obveščevalnim službam, policiji, ne nazadnje tudi sistemu zaščite in reševanja, ker mislim, da so to tiste zmogljivosti, ki jih bomo nujno potrebovali, naprimer, če se ponovi ponovno ta masovni migracijski val, ki lahko predstavlja resno grožnjo za Slovenijo. Če pride čez noč nekaj 100.000 migrantov po zahodni balkanski poti in če Avstrija zapre meje, potem Slovenija lahko postane žep in zaradi tega sem jaz prepričan, da je bilo pravilno, da smo sprejeli zakon o tujcih, ki daje tem organom določena pooblastila in pa zlasti se mi zdi pomembno, da bo treba več nameniti tem varnostnim službam v smislu več kadrov in pa več tehnične opreme. Jaz ne bi rad, da bi nas kakšna stvar zlasti neprijetna se zgodila in potem bi šele na podlagi tega odreagirali. Jaz mislim, da vsi kazalci kažejo, da bo treba več pozornosti nameniti varnosti. Tako da tukaj bi zlasti rad to povedal, da nič ne pomaga, če imamo gospodarsko rast, če imamo projekte, če imamo delovna mesta, če ni varnosti. Varnost je temelj za gospodarski razvoj in pa za blagostanje. To pa mogoče napeljuje na vprašanje, kar se dogaja tudi z postavljanjem mreže, žice, vsega tega, kar je Slovenija tudi naredila na meji. Ljudje temu, bi lahko rekla, nasprotujejo, ker nekako s tem pravijo, tudi izgubljajo svobodo, saj smo vsi ljudje, pa vendarle tukaj gre za varnostne ukrepe. Kako zdaj najti tukaj neko pravo pot? No, tukaj gre vedno za ravnotežje med varnostjo in pa človekovimi pravicami. Vendar, če se nam ponovi drugi migracijski val, bodo ljudje hvaležni, da smo se pripravili na to, da smo storili vse, kar je bilo v naši moči, da preprečimo, da bi prišlo do neke situacije, ki ne bi bila kontrolirana. Treba vedeti, da kar se tiče prvega migracijskega vala, je bila zadeva precej drugačna, kot bi bila danes. Takrat dejansko so te ljudje, migranti, odšli naprej v Avstrijo, Nemčijo, Skandinavijo. Danes, če bi se pa migracijski val ponovil, se pa bojim, da bi Slovenija postala žep in to bi seveda povzročilo veliko negotovost, kar se tiče
varnosti. In prepričan sem, da ljudje, ko se ne bi več počutili varni, bi zahtevali od vlade, da zagotavlja to varnost. Vendar, dokler ni kakšne konkretne situacije v tej smeri, pa seveda nekateri ne razumejo teh preventivnih ukrepov. Je pa res, da pač nekateri so pa mnenja, da ne glede na to, koliko bi migrantov prišlo v Slovenijo, da morajo vsi ostati tukaj, da so pač dobrodošli, ne vem kaj. Vendar je treba vedeti, Slovenija je majhna država, 2 milijona ljudi, in če bi morali, ne vem, v nekaj tednih sprejeti milijon ljudi, jaz sem prepričan, da bi prišlo do totalnega zloma našega sistema. In zato ima tukaj vlada veliko odgovornost in jaz mislim, da vsi ti ukrepi, ki so bili sprejeti, so v tem trenutku utemeljeni. Seveda, če bi pa ugotovili, da ni več migracijske nevarnosti, da se to ne more več ponoviti, potem pa tudi ne bi več bilo potrebe, da je tam ograja. Bolj se postavlja vprašanje, koliko je pravzaprav lahko taka ograja učinkovita, ko bi šlo zares. Vendar vlada je odgovorna za stanje v državi in pač vlada more prevzeti odgovornost za to, da zagotavlja varnost državljanom. Mislim pa, da ljudje ne nasprotujejo tako, kot se želi prikazati. Jaz hodim veliko na terenu, imam veliko pogovorov in ljudje danes postavljajo na prvem mestu svojo osebno varnost. Zlasti med starejšimi moram reči, da je prisoten strah, kaj bi se zgodilo, če bi se drugi masovni migracijski val v Sloveniji ponovil. Ko govorimo o begunski krizi, so pomembni odnosi Evropske unije s Turčijo. Gre predvsem za to, kar se je zgodilo v zadnjem času, tudi ta spor Nizozemske, ki ste ga že omenili, s Turčijo. Kaj to pomeni za Evropsko unijo in tudi prihodnost? Kaj se zgodi, če treba se pripraviti na to, če Turčija dvigne zaporo? Poglejte, kar se tiče Turčije, Turčija je pomemben strateški partner Evropske unije. Gre za veliko, močno državo, tudi je članica Zveze NATO, druga najmočnejša vojaška sila znotraj Zveze NATO. Zlasti pa Turčija pomembna tudi kot faktor stabilnosti v regiji. Vidimo, da ima kar pomembno vlogo, ko gre za tako imenovano sirijsko krizo. V Astani so naprimer ravno Rusija in pa Turčija so želeli doseči napredek, kar se tiče vzpostavljanja prekinitve ognja v Siriji. Po drugi strani pa Turčija tudi pomembna z vidika dogovora med Evropsko unijo in pa Turčijo. Veste, da takoj, ko je bil ta dogovor sklenjen, da se je ustavil tako imenovani masovni migracijski val na zahodni balkanski poti. Jaz moram reči, da zadnji dogodki so takšni, da vzbujajo skrb, smo zaskrbljeni, vendar osebno, in to sem tudi v Bruslju povedal na svetu ministrov za zunanje zadeve, ko so me novinarji pred vhodom spraševali, kakšno je naše stališče, sem povedal, da vsa ta odprta vprašanja moramo reševati skozi dialog. Treba vedeti tudi, da Turčija je pretrpela zelo težko obdobje. Lansko leto so izvedli državni udar in seveda reakcija je pač takšna, kot je. Prepričan sem, da Evropska unija mora s Turčijo nadaljevati dialog, ker brez dialoga se lahko zadeve samo še zaostrujejo. Vidimo pa, naprimer, kako ena malenkost lahko povsem razruši odnose med dvema državama. V bistvu prihod turškega zunanjega ministra na Nizozemskem, da bi sodeloval na enem zboru, kjer so pač tam živeči turški državljani. V nekaj dneh so se ti odnosi povsem porušili in zato mi v diplomaciji stavimo na pogovore, na dialog in treba je en drugega razumeti. Kaj pa lahko pomeni ta sprememba ustave v Turčiji, večja pooblastila predsedniku? Lahko tukaj tudi kaj spremeni tudi v odnosih z Evropsko unijo?
Jaz mislim, da niti ni tak problem uvedba predsedniškega sistema, ker če je to res problem, potem se morali vprašati, zakaj ima Francija predsedniški sistem. Potem bi se morali vprašati, zakaj imajo Združene države Amerike kot zibelka demokracije predsedniški sistem. Tako da niti ne razumem, zakaj je toliko govora glede spremembe sistema. Jaz mislim, da je problem v drugih stvareh, zlasti problem recimo tega obračuna po državnem udaru, kjer vidimo, da so nekateri izgubili zaposlitev, nekateri novinarji so zaprti in seveda skozi evropske oči mi to razumemo kot nek deficit demokracije. Jaz samo pogovore tako s predsednikom Erdoganom kot tudi z zunanjim ministrom Čavuşoglujem, ona dva sta mi pojasnila, ta državni udar je bila resna stvar in če bi uspel, kaj bi potem Evropa rekla, je to legitimen, demokratičen sistem, če pride na oblasti na nedemokratičen način, z vojaško silo. Vemo, da so bombe letele tudi v turškem parlamentu. Seveda mora pa Evropska unija skušati zadeve peljati v to smer, da ti povračilni ukrepi ne bi bili pretirani. Tako da, kar se tiče Turčije, jaz sem prepričan, da bo treba še naprej voditi dialog, ne glede na to, kakšne so v tem trenutku napete situacije, zlasti med Nizozemsko in Turčijo. Tudi vemo, da je bila napetost med Nemčijo in pa Turčijo. Recimo zanimivo pa je, da je turški zunanji minister pa lahko nastopil na shodu turških državljanov v Franciji, v mestu Meca. Tako da tukaj mislim, da gre tudi za neko neadekvatno politiko. Pa če mogoče nekaj poveva tudi o begunski krizi, mogoče z tega stališča, kaj se je zgodilo v tem času z Evropo? Vemo, da Evropa ni na to bila pripravljena, ni našla skupnega jezika, ni znala hitro odreagirati, so se tukaj pokazale res šibke točke Evropske unije. Poglejte, Evropska unija je sistem, ki se gradi že več desetletij, in seveda vsi predpisi, ves sistem je deloval na neki urejenosti. Se tudi, ko je prišlo do globalne gospodarske krize, kar naenkrat smo ugotovili, da je deficit glede določenih ureditev, glede tega, kako naj bi posamezni sistemi delovali. Recimo, kaj je izkušnja in posledica gospodarske in finančne krize v EU, to, da gradimo zdaj bančno unijo, fiskalno unijo, monetarno unijo, ker se je pokazalo, da pač, če ti sistemi niso izgrajeni, lahko hitro, zaradi šibkih točk, je lahko hitro finančna kriza še močnejša, kot bi sicer bila, zato ker ni bilo preventivnih ukrepov. Zakaj mi sedaj krepimo monetarno unijo? Zato, da se nam ne nikdar več zgodilo to, kar se je zgodilo 2008-2009, ko pač je finančni sistem se zlomil brez neke kontrole, brez nadzora in tudi zato, ker ni bilo ustrezne ureditve, kaj storiti, ko pride do take situacije. In podobno je tudi z migracijami. Evropska unija je bila zelo uspešna, ko je šlo za upravljanje z navadnimi migracijami, to se pravi tistimi, s katerimi smo se že ves čas soočali. Vse migracije niso nek nov pojav. Veste, da tudi po drugi svetovni vojni ves čas so se v Evropi dogajale migracije, recimo, ne vem, iz Jugoslavije, Italije, Grčije, iz teh sredozemskih držav so ljudje hodili na delo v Nemčijo, Belgijo, Francijo in tako dalje. Tako da te migracije niso nek nov pojav. Seveda je pa bilo podcenjena situacija, ki se je pa razvijala v zadnjih 10 letih, zlasti v Afriki in pa v Aziji, kjer v tem globaliziranem svetu imajo mladi iz Afrike, iz Azije
možnost, da pogledajo, kako se živi v Evropi. Danes vsak človek, vsak otrok ima mobitel, internet in lahko pogleda, kaj se dogaja v Evropi. In seveda, ko primerja svoje okolje, ki ne daje nobene perspektive, kjer ne more resničiti svojih ambicij, želi to storiti tam, kjer to lahko. In zato mladi pritiskajo v Evropo. In tukaj je tudi en zanimiv fenomen, ko govorimo o Evropejcih, vsi kritizirajo to Evropo, kako je vse slabo, kako so otroci lačni, kako ni sociale, kako ni nobene varnosti, ampak zakaj potem vsi želijo v Evropo? Sem prepričan, vsak mlad Afričan bi želel, da živi v Evropi, Azijci in podobno. Kar pomeni, da Evropa je dejansko tisti del sveta, kjer je blagostanje največje. Vendar Evropejci včasih malce to zanemarimo, da je to tisti del sveta, kjer lahko vsakdo se šola, kjer ima vsakdo lahko zdravstveno storitev, kjer je voda dostopna vsakomur. In zato se pa soočamo s temi migracijami. Evropska unija pa ni bila pripravljena. Veste, da sploh ni enotne migracijske politike, ko gre za masovne migracije, ko gre za posamične. Imamo zelo dobro urejeno, pregledajo, moš vizo dobiti, izpolnjevati pogoje in ne vem kaj vse, vendar ko pa imaš na meji maso nekaj tisoč ljudi, pa ta sistem odpove. In zato je potrebno, da pač Evropska unija zgradi tako imenovani skupni azilni sistem. Tukaj se že določene stvari dogajajo. Zlasti je pa potrebno preprečiti, da bi mladi iz Afrike, iz Azije želeli v Evropo. To pa lahko preprečimo edino z pomočjo mednarodne razvojne pomoči. To se pravi, da bi Evropa več vlagala v te države, odkoder mladi želijo v Evropo, zato da jim tam vzpostavljamo pogoje za življenje in da tam poskušajo realizirati svoje ambicije. In mislim, da glede tega nas čaka kar veliko delo, ker to ni samo odgovornost Evrope, to je odgovornost celotnega razvitega sveta. Tukaj je odgovornost ZDA, Kanade, Japonske, da pomagamo tem državam v Afriki, v Aziji, da imajo neke osnovne možnosti, da lahko se razvijajo in da mladi ostanejo tam in razvijajo svoje potencijale. Rekli ste, da so migracije nekaj vsakodnevnega. Evropska unija je temu tudi bila nekako namenjena, naklonjena, narejena, da ni mej, da mladi lahko pridejo, poiščejo zaposlitve, delajo nekje drugje. Pa vendarle, ko gre tudi za te migrante, ki prihajajo, pravijo jim tudi ekonomski migranti, ti vso to tehnologijo poznajo, jo imajo tudi izobrazbo, imajo denarna sredstva, prihajajo zaradi nečesa drugega v Evropo. No, nekateri prihajajo tudi zato, ker bežijo iz vojn, ampak statistika, ki jo mi imamo, je to manjši del. Žal največ migrantov so ekonomski migranti, ki si želijo boljše življenje. In vi se spominjate, Angela Merkel je vabila te migrante, pridite, imamo zaposlitve za vas in tako dalje. Vendar lahko povem, da recimo, ko je BMW želel potem iz teh migrantov pridobiti ustrezne delavce, da je bil izplen zelo majhen. Vsi so bili diplomirani inženirji, zdravniki, ampak potem, ko se je pa pogledalo praktično znanje, se pa ugotovili, da so to ljudje, ki praktično nimajo nobene izobrazbe. Tako da kar se tega tiče, jaz ne verjamem, da je Evropa sposobna vse te milijone sprejeti. Zato, ker tukaj ne gre samo za 3 milijone beguncev, ki jih imamo v Turčiji. V Egiptu imamo ponovno takšno številko 3 milijone, v Jordaniji 2 milijona. Da ne govorim, v Severni Afriki čaka nekaj 10 milijonov mladih, da bi prišli v
Evropsko unijo. In to je nemogoče, da Evropska unija lahko vse sprejme, in zaradi tega sem jaz mnenja, da bo treba zlasti ta razviti svet, da bo moral več sredstev nameniti za razvoj na teh področjih, kjer pač prihajajo ti migranti. Jaz mislim, da treba več vlagati v šolstvo za te države v Afriki, več v zdravstvo, potem v gospodarstvo. Ne nazadnje, poglejte, Libija, država, ki je razpadla, tam vlada revščina in pa spopadi, ampak to je država, ki je najbolj bogata z nafto. To je država, kjer bi lahko vsi dobro živeli, če bi bilo neko pametno in modro upravljanje. In večina je tako z afriškimi državami. Treba vedeti, te države niso postale kolonije zato, ker bi bile revne, ampak so postale kolonije zato, ker so bile bogate z naravnimi bogatstvi, od rud, zlata, diamantov in ne vem kaj, vsega, les, da ne govorimo o drugih stvarih. In ni nobenega razloga, da se tam ne bi mogel zgoditi razvoj. Vendar jim je treba pomagati. In po mojem mnenju je to edina rešitev, da rešimo te globalne probleme. Veliko je bilo vprašanj tudi o jadranski poti. Dejali ste, da je še ni, da je pa več ilegalnih prehodov čez mejo. Kaj pa, če pride do jadranske poti? No, zaenkrat ni nevarnosti, da bi se jadranska pot odprla. Zlasti zato, ker sredozemska migracijska pot deluje. To je ta pot iz Srednje Afrike preko Libije v Italijo. Čeprav tam moram reči, da je ukrepljena obalna straža, vendar je treba vedeti, da tukaj gre tudi spopad z organiziranimi kriminalnimi skupinami. In tukaj bo treba več pozornosti dati, da se razbije te kriminalne skupine, ki tihotapijo ljudi in jih vabijo, pridite v Evropo, tam vas čakajo službe, visok standard. Ko pa pridejo v Evropo, so pa ponavadi zelo razočarani, nekateri potem želijo celo domov. Tako da jaz mislim, da ena od glavnih nevarnosti za Slovenijo v tem trenutku je ponovitev masovne zahodne balkanske migracijske poti, ampak moram reči, da smo pozorni, da tudi dobro sodelujemo z vsemi državami, ki ležijo po tej poti. Tukaj gre za Srbijo, Makedonijo, Grčijo, Bolgarijo. In zaenkrat stvari ne kaže na to, da bi se ta pot lahko ponovno odprla. Vendar, kot rečeno, v mednarodni politiki se zadeve tudi čez noč spreminjajo, je precej nepredvidljiva. Če je bila včasih mednarodna politika precej predvidljiva, danes temu ni več tako. Medtem ko za jadransko migracijsko pot pa menim, da v tem trenutku ni kakšne posebne nevarnosti, da bi se ta sprožila. Kakšni so odnosi Slovenija-Hrvaška? Vemo, da je bilo kar nekaj zgodb, govorimo lahko tudi o teranu, poznamo zgodbo z ureditvijo meje arbitražnim sporazumom. No, poglejte, odnosi med Slovenijo in Hrvaško so sicer dobri, kar se tiče gospodarskega sodelovanja, kar se tiče razumevanja ljudi na obeh straneh meje, tukaj ni nobenih problemov. Problem je ta relacija Ljubljana-Zagreb. Tukaj je ostalo kar nekaj nerešenih problemov zaradi razpada nekdanje države Jugoslavije in v 26 letih nismo uspeli nekaterih problemov rešiti. In to je tisto, kar bremeni te odnose. Zdaj, jaz ne bi rad se dotaknil vsakega problema posebej, ker so javnosti znani, ampak jaz mislim, da bi bilo v korist obeh držav, da ta odprta vprašanja, ki so posledica razpada Jugoslavije, da jih rešimo in da gremo pač v neko novo obdobje odnosov med Slovenijo in pa Hrvaško.
Moram pa reči, da Hrvatje so naporni sosedje, zlasti, ko gre za tiste iz Zagreba, v vladi, v saboru in tako dalje. Ampak tukaj bo treba pač z dialogom in spoštovanjem tistega, kar je bilo podpisano, razrešiti ta vprašanja. Kako je zdaj z arbitražnim sporazumom? Juncker je dejal, da Evropska komisija podpira ta arbitražni proces. Nedavno pa je hrvaški predsednik vlade dejal, da predsedniku Evropske komisije in slovenskemu premijeju prenesel trdno in enotno stališče Hrvaške, da za hrvaško arbitražo v sporu med Slovenijo in Hrvaško končana zgodba. Poglej, to so izjave, ki kaže na to, da nekateri vodilni na Hrvaškem ne razumejo, da so članica Evropske unije, ne razumejo, zakaj so postali člani Evropske unije, vendar jaz sem optimist glede na izjave predsednika komisije Jean-Claude Junckerja in tudi nekateri drugi visoki predstavniki strani Evropske unije so zelo jasno povedali, da pač od članice Evropske unije pričakujejo spoštovanje mednarodnih dogovorov in pa sporazumov. Kaj, če se to ne zgodi, kaj preostane Sloveniji? Poglejte, to bo pomenilo, da ena stran krši mednarodne sporazume, mednarodno pravo in zato so potem instrumenti, da se doseže, da se slej ko prej mednarodno pravo spoštuje. Bo pa seveda to naporen proces, vendar glede na to, da arbitražna odločba še ni izdana, jaz pričakujem, da bodo tudi v Bruslju pač ozaveščali hrvaško stran, da je potrebno mednarodne sporazume spoštovati. Ker treba vedeti, arbitražni sporazum je mednarodni sporazum, ki velja. Ne glede na to, da je sabor sprejel odločitev, da ne bodo več sodelovali pri arbitražnem postopku. Ta sporazum velja in slej ko prej ga bo potrebno spoštovati. Reforma koroške deželne ustave je dvignila tudi kar nekaj prahu. Vi ste se tudi sestali s koroškim deželnim glavarjem. Kaj to zdaj pomeni? Potem so se nekako strasti tudi pomirile, da to vendarle še ne pomeni nič za koroške Slovence, naše zamejce. Poglejte, kar se tiče deželne koroške ustave, je bil cilj glavarja, doktorja Petra Kajzerja, da bi po 100 letih zopet omenili v deželno ustavo slovensko narodno skupnost, jezik, kulturo in je šla ta zadeva z nekim pozitivnim namenom. Žal je pa potem znotraj vlade, treba vedeti, na Koroškem imajo koalicijsko vlado med socialdemokrati, Zeleni in pa Ljudsko stranko, je Ljudska stranka začela uporabljati neke bolj prožne rešitve, ki pa niso bile ustrezne za slovensko narodno skupnost. In iz tega pač nastala določena napetost. Tudi doma so se tukaj v Sloveniji nekateri močno razburili. Mislim, da po nepotrebnem, ker namen je bil dober in je še vedno dober. Zaradi tega sem povabil predsednika dežele Koroške, da pride v Ljubljano, da se pogovoriva, na kakšen način bomo ta zaplet rešili. Moram reči, da sem bil zelo zadovoljen in tudi vidite, da praktično sedaj ni nobene napetosti, nobenega razburjenja, tako da mislim, da v ozadju zadeve tečejo tako, kot bi morale. Moram pa reči, da v zadnjih letih smo z deželo Koroško močno izboljšali odnose. Nenazadnje smo zopet vzpostavili skupni odbor Slovenija-Koroška, kjer sodelujejo različni resorji in kjer izvajamo različne čezmejne projekte. In to je tisto, kar moramo nadaljevati, tako da jaz mislim, da ta zadeva bo ustrezno urejena in da bo po 100 letih znova omenjena slovenska narodna skupnost v deželni koroški ustavi. Bi pa rad za gledalce zelo jasno povedal, da tudi če tega ne bi bilo v deželni ustavi, Slovenci na Koroškem imajo svoje
pravice zaščitene na podlagi avstrijske državne ustave in ne nazadnje Slovenija kot pravna naslednica avstrijske državne pogodbe tudi preko 7. člena. Tako da tukaj mislim, da se bodo zadeve ustrezno uredile. Če se malce dotakneva še dogajanja na Zahodnem Balkanu, prej ste že nekaj sicer omenili, srečali ste se nedavno tudi s črnogorskim in srbskim kolegom. Vemo, da so nekako zaostrene razmere, kot ste rekli, med Slovenijo in Hrvaško, pa potem vsemi ostalimi tudi niso urejene meje. Balkan je vedno bil nemiren. Skozi stoletja, že od srednjega veka potekajo spopadi. Poznamo balkanske vojne, potem to vojno, ki je bila ob razpadu Jugoslavije. Nekako pravijo nekateri, da ta vojna še traja ne z orožjem, pa vendarle na političnem prostoru. Kaj to pomeni? Nekateri opozarjajo, da ta nemiren Balkan lahko hitro ponovno izbruhne. No, v Bruslju večkrat poudarjam, da če želimo stabilno Evropo, rabimo stabilen Zahodni Balkan. In to je dejstvo. Dokler Zahodni Balkan ne bo stabilen, bo ves čas neka napetost, neka negotovost, neka nestabilnost. Moram reči, da v preteklih letih sem večkrat kot zunanji minister opozarjal, da na Zahodnem Balkanu se zadeve ne odvijajo tako, kot bi si želeli in da mora Evropska unija nameniti več pozornosti. Zlasti se pa meni zdi ključno, da te države upravijo vse tiste potrebne reforme, zato da bodo lahko tudi primerljive z ostalimi državami v Evropski uniji. Tukaj zlasti mislim na gospodarske reforme, davčne reforme, reforma pravosodja, boj proti korupciji in tako dalje. Ker to je tisto, kar jih bo približalo standardam, ki veljajo v Evropski uniji. Pa moram reči, da zaradi številnih kriz v soseščini je bilo zelo težko doseči, da smo na dnevni red uvrščali Zahodni Balkan. Šele od lanske jeseni mislim, da je ta intenzivnost večja, tako da na zadnjem svetu ministrov za zunanje zadeve v Bruslju je Zahodni Balkan bila ena od najbolj pomembnih tem. Tudi visoka predstavnica Federica Mogherini je imela turneja na Zahodnem Balkanu in moram reči, da je tudi ona izkazala precej zaskrbljenosti. Zlasti v tem trenutku nas najbolj skrbijo dogodki v Makedoniji. Veste, da tam še vedno niso uspeli postaviti vlade, kljub temu, da so bile parlamentarne volitve že nekaj časa nazaj, da so tukaj napetosti med albansko skupnostjo in pa Makedonci. To je pa Makedonija pomembna tudi, ker zelo dobro varuje mejo, ko govorimo o nevarnosti ponovitvi masovnega migracijskega vala. Potem vidimo, da tudi relacija med Beogradom in Priština ni takšna, kot bi si želeli, da tukaj prihaja občasno do napetosti. V Bosni in Hercegovini so izrazite napetosti med federacijo in pa Srbsko republiko. Tudi to, da je eden od članov predsedstva Federacije Bosne in Hercegovine zahteval ponovno revizijo sodbe Mednarodnega sodišča v Haagu, ko gre za genocid. To gotovo ni prispevalo k mirnostjo. Tako da ocenjujem, da tukaj je veliko odprtih vprašanj, ki lahko omogočajo določeno napetost. In zato je nujno potrebno, da je tudi visoka predstavnica Federica Mogherini pozorna, kaj se dogaja v Zahodnem Balkanu. Tukaj moram reči, da Slovenija odigrava izjemno pomembno vlogo. Večkrat nas sprašujejo tudi o tem, kako mi vidimo situacijo na Zahodnem Balkanu, ker menijo, da je ravno Slovenija tista država, ki lahko najbolj verodostojno pove, kaj je potrebno narediti, da bi bolje stabilizirali Zahodni Balkan. Tukaj seveda jaz vedno ponavljam, da je potrebno dialog med različnimi akterji znotraj Zahodnega Balkana, da je potrebno nadaljevati z reformami,
zlasti pa, da je potrebno z določenimi iniciativami, recimo mi smo tukaj imeli Brdo-Brion proces na ravni zunanjih ministrov 2 leti nazaj, bil je tudi francoski zunanji minister, italijanski zunanji minister, kjer smo lansirali tako imenovano pobudo za prihodnost mladih v Zahodnem Balkanu, ker eden od problemov Zahodnega Balkana je tudi odliv mladih, zlasti tistih, ki so izobraženi, in to se moramo preprečiti. Pri tem pa treba vedeti, da Zahodni Balkan pretresajo tudi druge grožnje. Naprimer lahko povem, ocena je, da je 1000 borcev šlo se boriti v Siriji pod zastavo Daesha, to se pravi tako imenovane islamske države, in da obstaja velika nevarnost, da ti tuji borci pridejo nazaj v regijo, v Zahodni Balkan, zlasti zato, ker vidimo, da islamska država zgublja spopad na terenu, in to bo povzročalo dodatne težave, ker potem lahko pričakujemo pojav radikalizacije islama, tudi kakšne teroristične aktivnosti. Veste, da na Zahodnem Balkanu so se že dogajale. Tako da moram reči, situacija ni prav prijetna in bomo morali vsi precej delati na tem, da bomo obvladovali situacijo na Zahodnem Balkanu. Če pogledava še malce širše, tudi odnosi Slovenije z katerimi ostalimi velesilami, kot so Združene države Amerike, Rusija, tudi Kitajska, ki je pomembna za gospodarstvo, in mogoče tudi najprej Združene države Amerike, kjer je nov predsednik, pa mogoče ne moremo mimo tega, da je seveda prva dama tudi Slovenka. Lahko to pomeni kaj dobrega za odnose? No, gotovo to lahko pomeni dobro za odnose med Slovenijo in Združenimi državami Amerike, da imamo prvo damo. Jaz sem prepričan, da bo Donald Trump posebej pozoren, ko bo šlo za Slovenijo. Moram reči, da tudi prepoznavnost Slovenije v Združenih državah Amerike se je izjemno povečala, pa ne samo v medijih med Američani, ampak tudi, ko gre za sodelovanje z državnimi uradniki. Tudi njim to očitno nekaj pomeni in sprašujejo naša prva dama iz Slovenije, kakšna pa je Slovenija, in potem rečemo, pridite pa boste videli, kako je to lepa dežela. Tako da jaz mislim, da gotovo prva dama pomeni zelo veliko za Slovenijo. Seveda pa ne smemo zdaj pričakovati, da bo prva dama namesto nas reševala probleme. Kar se tiče Rusije, tukaj imamo mi tradicionalno dobre odnose, ki so tudi zgodovinsko utemeljeni. Jaz moram reči, da sem imel veliko težav v času, ko so vsi nastopali proti Ruski federaciji, od ZDA do Evropske unije, gospodarske sankcije. Vi veste, da jaz sem vedno bil zelo skeptičen do gospodarskih sankcij in sem zdaj vesel, naprimer, da predsednik države gre v Moskvo in nam pomaga pri sklepanju gospodarskih pogodb, ker še nekaj časa nazaj temu ni bilo čisto tako, ker dejansko so se vsi bali, kaj pomenijo te prijateljske odnosi med Slovenijo in pa Rusijo. Recimo, ko je lansko leto ob 100. obletnici Ruske kapelice se najavil, da bo prišel tudi predsednik Rusije, Vladimir Putin, je bilo vrsto dilem, kaj to pomeni, a bodo z nami zdaj v Evropski uniji prekinili odnose, ali bodo kakšne sankcije in ne vem kaj. Tako da je bilo veliko vprašanj. Vedno sem pa odgovarjal, da se ne bo nič posebnega zgodilo. Tudi moram reči, da lansko leto februarja na svetu ministrov za zunanje zadeve sem povedal, da bo prišel najvišji predstavnik Ruske federacije v Slovenijo, pa ni bilo nobene reakcije. Zanimivo pa je, da doma je bila pa zelo huda reakcija, da bo praktično konec vseh odnosov Slovenije z Zahodom. Kar se tiče Kitajske, pa moram reči, da je Kitajska za nas pomemben gospodarski partner. Mi delujemo v tej pobudi 16+1, to se pravi Kitajska plus 16 evropskih držav,
in mislim, da kar se tiče gospodarskega sodelovanja, da tukaj so bili storjeni pomembni koraki naprej. Moram reči, da kot minister za zunanje zadeve mi je pomembna skrb gospodarska diplomacija. Meni je povsem jasno, da bomo dosegali gospodarsko rast in nove zaposlitve, zlasti za mlade in tudi za starejše nad 55 let, kar je velik problem v Sloveniji, samo če bomo slovenskemu gospodarstvu odprli nove trge. To pa so poleg trgov Evropske unije, Rusija, Turčija, Centralna Azija, Kitajska, Severna Afrika, recimo nameravam letos obiskati Senegal, kjer imajo en velik investicijski projekt v vrednosti 20 milijard dolarjev. Jaz sem prepričan, da tukaj bi tudi slovensko gospodarstvo lahko našlo svojo priložnost, ker mi brez dobrega gospodarstva ne bomo mogli zagotavljati tistega, kar našim državljanom želimo. To pa so stabilne pokojnine, stabilen zdravstveni sistem, dobro izobraževanje. To lahko samo dosežemo, če bomo na gospodarskem področju uspešni. Pa mogoče zaokroživa najnocojšnji pogovor s svetom, pogledom na tem, kar se dogaja. Če sva s tem tudi začela, nekako sporočilo Združenih narodov je bilo, svet se spopada z največjo humanitarno krizo po letu 1945. Mislim, da je to zaskrbljujoč podatek, to seveda vpliva tudi na nas. Veliko sva govorila o razmerah, begunski krizi, križnih žariščih, vsemu temu, kar se dogaja, pa vendarle to ni nič obetavnega za našo prihodnost. Dejstvo je, da v tem globalnem svetu so se razlike povečale in to seveda vodi k konfliktu. In zaradi tega bo treba to politiko na globalni ravni spremeniti. Treba je doseči, da bo vsak človek, ki se rodi, imel na tem svetu dostojno življenje. To je seveda lahko reči, zelo težko je pa to uresničiti. Vendar jaz upam, da nas bodo tudi različne situacije prisilile k temu, da bomo bolj občutljivi tudi za tiste, ki jih ne želimo videti. Mi ne želimo videti Afričanov, ki umirajo, otrok, ki so lačni. Ampak to je naša realnost, naša resničnost in s tem se bo treba soočati. Jaz lahko samo to rečem, da mi Slovenci smo lahko srečni, da smo Slovenci, da živimo v tako lepi državi in včasih mi je žal, da se tega premalo zavedamo. Jaz vsak teden grem nekam po svetu, pač kot minister za zunanje zadeve in lahko zelo adekvatno rečem in kompetentno, Slovenci smo lahko srečni, vendar ne rabimo za to nobene strategije 2050, da nam to povedo. Je pa res, da tistim, ki pa pač ne zmorejo vseh teh pritiskov sodobnega sveta, je pa zato država tukaj, da jim pomagamo. V Sloveniji ne bi bilo nobenemu potrebno, da živi na robu revščine. Gospod minister, hvala lepa za tale pogovor. Hvala tudi vam. Vam, dragi gledalci in drage gledalke, pa hvala za pozornost in lahko noč.